Yo, folk, danes imamo končno a misliš, da je želni to tega? Ja, ne vem. Serijo, kaj bi raje? Ne povabiš. Z Jure Tršan blondom, Da bom. ja, s hashtag never forget. Če je kdo gledal njegov video, bo vedel, za kva se gre. No, ali pa tudi, če ni gledal, bo mogoče vedel, za kva se gre. Boš kaj povedal? Ja, veseli me, da si me povabil. Včasih mi je spet tukaj s teboj. Sva se ni sam povabil. Ok, lahko začneva. Še sem tako, on se povabi za tako, ga bom izkoristil. Če že on mene, ga pa še jaz nazaj. Ja, pač. Ljudje smo narejeni za to, da se izkoriščamo. Ja, tako ali drugače. Prvo vprašanje, a si? Ja, ne, ja je odgovor na tvoje. Pač ful imamo zdaj mešano vprašanje. Ponavadi sem imel tako, ne vem, enkrat sva imela neki malo bolj dirty, enkrat malo bolj tako res vtap, zdaj pa malo mešano, okej? In že se igratele, evo. Kaj je to? To je najstarejši iPod, no? Ej ga, no. To sploh, vi niste bili rojeni dvakrat, kaj je to vam prišlo. Bajke vi. Bi raj po nesreč poslal nud sebe, svoji mami ali svoji sestri. A ne moram pa obima. Ne, drugače, meni je to oboje vse isto. Pač, meni ne bi bilo bad za noč od tega, za po nesreč. Jaz sem, matka, bad mi je, sorry, ful. Puno ta mala, dej, navada, vse si dožiš. A razumeš, čem je problem? Ok, pač, zakaj sem pač tako vprašal kakšen drug odgovor? Ampak vse moraš ok, raj bi poslal mamici, da vidi, kva je rodila. Da vidi, kva je rodila, je zelo slabo. Ampak zdaj, ko si to rekel, bi jaz tudi rajš rekel mami za te, ker, až kaj moja mami reče? Že kdaj pač rečem, dej stran poglej, če sem v kopalnici, pa lik si hoče roke umiti, ne? In ona meni reče, prej sem te videla nazga, kaj ti sebe. Ja, až to mi reče. Kaj sem spomnil to? Jaz sem imel, ko sem bil otrok, sem imel ful problem s porniči, tega, čak. Majster je bil addicted na vse. Bajke vi, drugače res sem bil, zato sem na Mila Kunis. A nekaj z Mila Kunis! V glavnem, da pač veš, ko so une, Mom, I'm having a problem and it won't go away. Pač, meni kot otrok ni noben povedal, da je to fikcija. Jaz sem dejansko pač mislil, da fuck, a to vsi tako pač zgubijo nedolžnost v domačem okolju? Naslednje vprašanje. Ok, Da ne boš še kaj rekel. Bi raj zalotil svoje starše med seksom, ali bi raj, da oni zalotijo tebe? In spet ne smem oboje izbrati. Mene so že zalotili večkrat. Zato, ko pač fotor ne potrka, on prinese not tople sendviče, jaz pa že malcam, a ne? Pa točno tako je bilo, by the way. Meni je bolj, da oni mene zaloti. Jaz sem iz take familije, mi bi se vsi malo nasmejali, pa ti si isto iz take, drugače. Koga bolj kurat? In pri nama obema, toliko poznam od obeh staršev, da če bi zalotili, da bi pač se vsi samo malo nasmejali. Ampak jaz mislim tako, ne zalotili na ta način, da sam slišijo, da kaj počneš, ampak zalotili, da dejansko vidijo. Ja, da odprejo vrata tako, ej, pošta, tako, ne? Ja. No tako, pač spet smo iskreni. Zdaj se preč derem. Po mojem bi raj še jaz starše zalotil. Čeprav ne vem, koliko te to dejansko... A misliš, da če kot otrok vidiš svoje starše, da te to kaj... Ne. Ne? Okay, Jeffrey Dahmer jih je enkrat videl. Ne, brat, čisto tako. Pa sploh pa tvoja mami. Ista tematika malo, kaj prejšeč o tvojemu videu, je kaj da na isti dan snemala. Tvoja babi, če te je videl, mislim, če ti ni videl tako, jebe mojega, ne vidiš, da jih penetrirava klele. In tvoja mami je bila tako. Lepo. Ok, gremo naprej. Bi raj med seksom izgovoril ime svoje bivše ali ime najboljše prijateljce od tvoje punce? Tati drug me je spomnil na hashtag. Hashtag never forget. A viš počakaj, bilo to boš? Ja, čak, zdaj tako. Moja punca ima v bistvu samo dve prijateljce. Kaj ima to veze, koliko jih ima? Ja, da vem, kjer ga se bi zadrl, a ne, kaj ni pol izbire. A bi se zadrl Špela? Ali pa Majda? Ne, ne spomnim se, kot drugi ime za najebu. No, evo. Stari. No, pa se je začel. Fuck. Nuša, no, fuck, yes. Ok. V glavnem, iz unega filma, škim Stella, ki se zadere, ne vem, kjer filmu, to je eno full star, moj iz 80. Mislim, lahko je isto pa tako, Bella! A ne, to bo smešno za une dva, ki boste razumela, ampak problem, da bo, to je iz Seinfelda neki, by the way. Ok. Se pravi, ti bi raj raj... bi se zadrl Špela. A res? Ja. Ne, zaradi tega, ker če se zaderem spet ime, ne spet, fuck. Če se zaderem bi bil svoje bivše, je lahko problem. In zdaj še tako, a jaz lahko neki... Ne, čak, ne, zdaj bom jaz povedal. Ne, meni se zdi bolj logično, da izgovoriš, da rečeš ime svoje bivše, zato ker ti si... Najbolje, če je oboje. Aj, tako, povej. Seveda, ja, ti veš. Se pravi, če... To ni smešno, da bomo spet doma. Se pravi, če rečeš ime svoje bivše, je malo bolj logično, ker ti si bil s to osebo in pač... Ampak razmišljaš o njej, misli, penetriraš porka Madonna. Se zgodi, ne? Ampak da ti rečeš ime od najboljše prijateljice od tvoje punce, pomeni, da si z njo nekaj imel v velikih primerih lahko. To je tudi moja najboljša. Ne sem pa slabo. To je res bad, stari. Ti res dranaš vse.
Ok, noč naslednje vprašanje. Bi rajš imel obraz dedija in telo 12-letnika, ali bi rajš imel telo dedija in obraz 12-letnika? To je prav to, kar sem jaz zdaj. What do you mean, kva si ti zdaj? Jaz sem zdaj telo dedja pa obraz 12-letnika. Vem, da ne zaradi bradne, ampak sliš, kaj še sem, če se obrijem. Raj bi imel telo dedja. 12-letnik ima tak mali kura. Take male imate, ja. Take. Jaz bi imel raj dedja body. Samo se mi lahko normalno. Sam daddy body, až... Daddy body. Daddy body. Če si res ono, da ne moreš hoditi, je kar slabo. Ampak da imaš... Koga boli kura? Da zgledaš kot dedi, pa da imaš telo kot 20-letnik, je pa tudi tako. In kaj pa ti hodiš, da moraš tu hoditi? Jaz skozi hodim pač, do WC-ja pa nazaj. Sam men po živcih, jaz sem jih to, se ga... Men po živcih, okej. Se bova zapomnil. Jaz bom dal rajš telo 20-letnika, I guess. Kaj imaš rad telesa 12-letnikov? Bi raj bil zabaven, ampak zelo neumen. Ja. Ali dolgočasen, pa zelo pameten. To sem že. Ja, ta druga! Raj bil dolgočasen, pa zelo pameten. Ne, fuck it, zdaj sem se odločil, da mi jaz tudi prišel na 100 jurjev, tako da raj bil zabaven, pa glup tako kapero. Thank you. Kar exposed, no evo. Jaz bi bil tudi po moje zabaven, ampak zelo neumen. Ja. Zato, ker se mi zdi, da če si dolgočasen... Je bolj kot zdaj, ker si dolgočasen, pa neumen, ne? Wow, tudi folka pa tako, ne vem, kako boš dobil frende, če si ful dolgočasen, pa... Koliko imaš pa ti frendov, ker res namreč nimam nobenega. Pa ti premoreš, če smem vprašati. Odvisen. Ja, exactly. Ampak tako, a veš, če zabaven pa neumen, si lahko youtuber. Če si dolgočasen pa... In Slovenija je dokaz za to. Naslednje vprašanje. To sem prav zate dal noter. Ja. Bi raj povsod potoval zastonj, ali povsod jede zastonj? Ok, ja, zdaj kakao neki pazimo s to hrano pa to, bom rekel, da bi raj potoval zastonj, ampak če to ni z avionom. Kaj ti ne maraš? Ne. A si že letel? Ja, velikar, ogromen krat. Kaj ne maraš leteti? Saj je večja šansa, da se kaj zgodi, kad si v avtu. Ja, ampak v avtu bom umrl srečen, zato ker bom umrl v Audiju, hitro vožnjo. V avionu bom pa umrl kot pašteta, ker sem tam zaradi one debele črnke zraven. What the? Jaz bi tudi rajši zastonj potoval, se mi zdi, da... Tudi denarno je to. Kako je to neumen. A razumeš, recimo letalska, ti recimo bi potoval z avionom, letalska karta, fucking karkoli 500 €, se pravi, Jurija, kaj pa nazaj, až koliko je to pice, a razumeš? Mislim, ja, ampak letalska je dejansko dost so poceni, razen če reš čez ocean. Kamorkoli v Evropi greš lahko. Kam bi pa potoval v Avstrijo? Valjda boš potoval čez ocean, ne? Tudi, ampak imaš Evropo, dobro, ampak vseeno. Sej, lih zaradi tega je toliko boljše potovanje, ne? A veš, greš v Azijo, takoj pa šparaš, veš koliko. Zakaj bi šel v Azijo med une ladyboye? Lih za to, hehe. A bi seksil z ladyboyem? Ne, jaz bi tudi drugač, zaradi tega, ker pač dobiš, je rekla naša draga domača pevka Hannah Montana, you get the best of both worlds. Razumeš? To je rač iPod, ta prvi, taj mislim, da šaftot. Le pa še on čista prvi. To mi je Abi prinesla iz Londona. Ne iz Londona. Ješ, ko v Anglijo gre vsi v London, in pa skrat da vajen reč. Vedno London, ne? A si bil da v Londonu? Ja sem bil, ja. Bi raj en teden govoril vse, kar misliš na glas, se pravi, kar imaš v mislih na glas poveš. Ali da en mesec ne smel nič govoriti, se pravi, en mesec si čistih, brez da odpreš usta. Glede na to, kakšne hude posledice jaz trpim vsakodnevno zaradi svojih stavkov, pa jaz povem 1% tega, kar mislim ali pa hočem, jaz bi bil raj en let tih, tako da jaz zberem to drugo. A misliš, da te mentalno ne uniči, da moraš biti skozi tih? Meni vse mentalno ne čuje. Ja, fuck it. Jaz bi rit pokazal, ne vem. Okay. Ja, jaz bi dal po moje, da en teden govorim vse, kar mislim na glas. Sicer, čeprav to kot YouTuber je lahko zelo slaba ideja, ker boš se 100 ljudmi lahko maybe skregal, bi raj pustil, da ti klošar vsak dan 1 leto pije mleko iz tvojega popka, ali da bi ti vsak dan 1 mesec pil mleko iz njegovega popka. Jaz, on lahko pije pri meni, moj havoljak. Ne, to mi vre. Samo edin velik dela se mi zdi, da moraš iti na čopo, pa ga čakati. Moraš nujno tja. Ja, jaz bi tudi po moje dal, da en let on man, ker po moje mora biti to toliko nagražen, da ti probaš, komorkoli, da ti probaš iz popka vsak dan pit mlek, kaj šele, da je nekdo, ki je pač umazan. Ne bomo o tem. Ne, a bi pil mlek iz popka? O tem ne bomo. Jo, zakva pa ne? A bi ti? Ja, a pa ne njej! A ja, pa ne bi. Mili. Kašni Mili, no? Pa ne bi že bili. Zelo skoro folk. Mili? Ja, Mila Kunis, no. Ne, jo. Bi raj živel na svetu, kjer plešeš namesto hodaš, ja? Ali poješ namesto govoriš. Fuck, plešeš namesto hodaš, Jezus Kristus. Stari moj, meni ni hujšga, ko ti kurčevi musicali, filmi, suno. Veš kaj ti jaz zdaj povem?
tako ne bo šlo več naprej. In so, what the fuck, sam povej. Kaj bi pel v filmih? Predstavljaj si, no evo, zato je to vprašanje. Bi skozi plesal, da nekam prideš, ali bi plesal skozi pel, skozi briljantina. A to pa sam pač hodaš, kot smo karakovica. Zdaj copyright dobo, ker so dobro zapravo. To pa itak. Ja, jaz bi tudi po moje rajš plesal. No, ampak to je so zabe vprašanja. Kaj? Ajde, z oba so. Voda, da so z oba, mislim, jaz lahko, če hočete, da samo odgovarja, povejte. Ja, kot milijonar, sam jaz bom odgovarjal. Bi raj vedel, kako boš umrl, ali kdaj boš? Kdaj? Zato, če bom vedel, kako bom umrl, bom pa skozi pazu. Razumeš? Da ti en reče, da boš umrl tako, da te avto zbije. Ja, ti več, da boš ti ne boš niti bliz ceste. Ampak na koncu pa sosed le se napil in ti bo skozi okno od avto preletel, takrat, ko bo cajt za umret zaradi sosede. A misliš, da če bi vedel, kako umreš, da bi lahko to preprečil? Ne. Misliš, da ne? Ne, pa tudi kakšen je life, če nikoli več ne moreš iti zbajte, če veš, da v avto zbol. Sedaj, kaj pa če zveš, tudi če zveš, da boš imel neko bolezen, sam čakaš, kdaj je to herc. Ne, mogoče res boš, da zveš, kdaj boš umrl. Ker če veš, kdaj pa lahko si stavimo, recimo, da zvemo, da boš umrl 19. aprila, ti si 18. aprila posod milijon keša, pa vse zafukaš za kurve pa alko in pol... Se ti bom vrnil jutr. Ja, in pogre ta puf na tvojo familijo in pa te tvoja družina nikoli ne pozabi. Tako, če hočete imeti nek učink na svetu, evo. Legacy. Ja, po mojem imaš prav, da kdaj boš umrl je boljš. Razen če zveš, da je ful hitrejš, kogar si mislil. No, čeprav to je win-win. Ne, ampak se tudi reči, lahko je že zdaj veš, da boš umrl, zakaj ne bi živel, kot da bo to jutr? Zato, ker mogoče pač pol jutr zaradi tega na cesti, pač kva. Kaj boš jutr cega cesti? Ja, ko boš cel denar zagonil, boš bil, ja, si jim dal sporoščil, kaj pa če jutr umrem? Da pa zapravi cel denar. Pa čudo, ker se pač sprašuješ, a bo tisto, bo skoraj po jezen, pa bo tega na švedu en let, fuck. Pa čudo, nared to, brat. Bam. Idemo na koncu si umrl. Einstein, Tršan. Evo. To je to, fuck. Aj, čakal. Imamo še dva manjka ponovati, sam ti to, ki jepaš. Bi raj imel sposobnost spremeniti preteklost ali videti v prihodnost? Jo, jaz sem imel zadnje 2 leti toliko sranja, jaz moram spremeniti preteklost. Jaz moram spremeniti preteklost korenito. Da daš ti mene z mojim, in lih to je mogoče čar življenja, kao, če daš ti mene tazga, kar sem zdaj, tako nazaj, da sem spet 14, a ne, stari moj, pa ti zdaj tle zdiš s fucking slovenskim Andrew Tatum, zato, mogoče ne rekel, kdo je tako. Kaj boš v zaporu, pa... Dončić, no, z Dončićem. Po uspešnosti. Sproti bi bil uspešen. Bi zrasel 2 metra, bam! Ja, jaz bi dal po moje, da vidimo prihodnost. Zato, ker moja preteklost, vse, kar se je zgodilo, se je na koncu dejansko napal s tem, kar da sem vesel. Točno to. Jaz drugače tako razmišljam, ampak ta sranje od mojega 23 do zdaj, fuck it. Pač jaz sem vedno bil drugače tako, to je bullshit, ko folk prav, vse se zgodi z razlogom pa to, ne? Ampak to resno, da sem basket pustil, pa te stvari, pa da sem pol kasneje ugotovil, okej, moj to je itak cel uničen tako, pa zdaj YouTube pa to, ker drugače ne bi imel, če bi takrat ustrajal. Tako da te stvari dejansko je, da so se mi lepo poklopile, tako da sem zelo vesel za to. Tako da, če pa v prihodnost vidiš, sploh če si recimo, kako mi da YouTuber, ti lahko v prihodnost vidiš, kaj bojo trendi in to začneš ti s temi trendi. Ja, fuck it, jebeš to, sej prav, lahko prav, ajde, kao, varo, whatever, super. 100 boljš, jebeš pičke. Ja, veš, kaj je to? To ti jaz povem, da ti veš, da bo spet Ice Bucket Challenge čez 2 leti, koga narediš prej, pa tako, trendsetter, blok! Ja, veš, koga je to huge drugače? Ja, to bi raj. Bi raj vedel vse, kar si drugi mislijo o tebi, ali da drugi slišijo vse, kar si ti misliš o njih? Joj, ali sam neki. Aj, že prav razmišljal sem malo, ko si bil kaj počela za ta vprašanje, pa jaz jih prej nisem videl, ampak stari moj, Bog nadej, da jaz kdaj zvem za kogarkoli, tudi za 10 sekund, kaj si mislil o meni. Jaz grem staviti milijardo evrov, da noben človek nima kanček dobrega mišljenja v meni in zato me ne zanima, ker se do samomora spravim v 3 sekundah. Jaz vam že zdaj anxiety, če gremo v Ljubljano, pa vidim najstnike, pa kad te gledajo, vam že tako anxiety, kaj si mislijo o meni. Ja, to vse, kar se drugi mislijo o tebi, se mi zdi, da bi mene spravili dobesedno v grob. Ja, mene tudi. Ampak, da drugi slišijo vse, kar se ti misliš o njih, je pa tako. Problem je, da aj tukaj mišljam, da tu če imaš kar random misli, ki so pač full neumne, ki ni dejansko, da si misliš o tem. Abdaj stiča v tle not, a to boš pač tako. Ja, tako da, ampak vsem bi dal drugo rajč, ker
prva bi me zihar v grob spravila, druga mogoče. Če polk vedo, kaj si mislil, šlik, da je tudi lahko v grob. Okay, se pravi... Ja, ne, sem pač, ko so ljudje zraven, bi mogel tako nadzirati misli. Ja. Bi mogel pa tako, mislim na rožice, kaj je danes za kosilo? Ja, sem ti bi to vse, oni bi vse to vedeli, kaj ti reči. Ja, so vse. Ja, bi te do pole poslali. White Baby s frizuro naredila, ko je kurac. Okay. Bi raj imel vedno popoln internet, ampak brez zasebnosti, ali slab net. Kaj brez zasebnosti, ko se to povezuje? Se pravi, da imaš ti recimo tako najhitrejši internet, da ti skozi dela kjerkoli, karkoli, ampak da si brez zasebnosti, se pravi, nimaš tudi, da ne moreš iti na inkognito searcha, pa to, da vse, kar searchaš, vsi komot vejo, da si to searchal, ok? Ali bi raje imel slab net, to je nekaj, kot smo imeli včasih, ki ti je downloadal po 10 kilobajtov na sekundo, ampak imaš 100% zasebnost, noben nič ne more nikoli vedeti. Jaz se ne moraš niti videti, če imaš to. Ja, še zmer lahko, ampak... Ne, čisto kot imel, jaz na nobenem računalniku, po mojem od svojega 10. leta, nisem gledal nobenega porniča. Ja, ampak vse to je internet, sprav, tudi na telefonu, ti skozi internet uporabljaš, vse, kar si search. Pizda. Sam si ne predstavljam imeti tazga neta, ki smo imeli včasih, ko se je začelo. Ja, jaz tudi ne, stari moj, shotel igrati eno igro iz Steama in tako bi, jutr. Kaj jutr? Naslednji teden sem imel jaz. Mi smo imeli film, gremo downloadati film, je bil 720p kvaliteta in si bil tako, pustimo računalnik požgan 4-5 dni, da si downloadil ta film, pa film je bil tako 1 giga. To je bilo takrat pač insane. Mi smo dejansko en teden naprej pred rojstnimi dnevi mogli downloadati film, da smo lahko na rojstven gledali. Mi smo se filme kupovali. Takrat so še videoteke obstajale tudi, da si spasojil filme. Moja familija ni v lifeu eno stvar zdownloadala. To sem šele spoj začel, pa še jaz v bistvu vse kupujem, ne? Sam pač, ene stvari, recimo Yu-Gi-Oh! GX v slovenščini. To pač ne moreš kupiti in ne moreš dobiti. Yu-Gi-Oh! GX, kaj je to? To je pač, pač imaš Yu-Gi-Oh! Originals, pa so edicije in najboljša je ta GX. Aha. To je taka so Jada. Ja, pa da je pač signaliziran. Ja, kje je to dobo? Se pravi, kaj bi zbral? Je ta hiter internet, pa ne pa pač videl moj BBW Game Midget Porn. A vse, če bi to vedel, pol pač ne search. Ne, je pa jaz, treba ga je izmišljati. Ja, okej. Bi raj zamenil življenje z dojenčkom za 1 mesec ali z babico v domu za ostarele za 3 dni? Ampak, a sam da živiš v live? Ja. Je raj z babico, kurac, babici pa drmaš malo pizda. Jaz sem kvačal ful boli pa vse to. Pač boli? Pa da se komi prvikaš. Ja, pa 1 mesec da se zabijem kot otrok. Ne, sam ti si dojenčak. Ti jokaš in te nafutrajo. In dobiš siso. Ja, okej, recimo, ajde. Dojenčak. Jaz bi... Koliko je hiter zamenil? A si te pil, ko ti že imaš otroke, ne otroke, ampak imaš ne vnuke, kva so da? Ne čakaj. A me ti sprašuješ, če sem jaz... A jaz prav razumem. Ja, bejko. Tako, ne, pa ne iz joške, ampak a ti dala za probati iz pumpice? Ne, zakaj? Jaz sem to že večkrat Kdo to dela? Jaz sem že probal. Od koga? Ne vem, dosti boš tega. Sem že, no, ne spomnim zdaj točno od kjerih ljudi, no, ampak sem že probal. Zato sem tako čuden, navaden je, brat. Ne, ni. Zdi se mi, da je bolj navaden, da probaš v svoje punce, če imaš. Od svoje To mogoče malo bolj. Evo, moja punca poslavati. The nicer you treat her outside the bedroom, the naughtier it will be inside the bedroom. Hvala, Veronika, I love you too. Okay. To je bil TikTok, by the way, ni bil sporočil. Ja, zdaj pa zadnje vprašanje, tega sem dal za na konc, ker se mi zdi dosti v redu. Bi raj imel svoje ime tetoviran na čelu, ja? Jaz bi to imel. Ali ne imel sprednjih zob. Raj ime tetoviran na čelu, sploh kakšen kot Jure Tršan blond, tako, pa z nekimi kurzivnimi. Ne, prav tvoj ime, ta prav. A Juri Tršan? Ja, tudi to. Sam, na čelu mi je grdo, to mi je fora. A bejž? Ja, to me... Mene tle pa zanima, če nimaš prednjih zob, a imaš še vedno lahko protezo? To je vprašanje. Ne, fora je, da moraš biti brez zob. Se pravi, da nimaš proteze. Ker daš lahko reči, ok, imel bi tatu, ampak si bi skozi nosil fucking make-up in pa nisem pač pudera, ne. Ne, tako mora biti, moraš gledati kot gospod Debevc. Jaz pa kot Post Malone. Pa bi definitivno dal, da si tetoviram svoje ime na čelo. Se pravi, ti bi bil Post Malone, jaz bi bil gospod Debevc. Zdaj pa za thumbnail hočem, da je. Post Malone pa gospod Debevc, ne moj kaj. Ja, ne, čau, to so bila ta vprašanja, by the way. Čau. Ne, ni čau. Vi komentirajte, če imate kakšno vprašanje, da jih jaz začnem. Pač, ne vem zakaj, jaz sem vedel jih sam iskal, ne vem zakaj ne bi kakšno vaše vprašanje dal. Tako sem jih jaz dal v svojem epizodu. Ja, tako da dajte komentirati, kakšno vprašanje bi radi, da mu postavim. Pa ne bo dokaj toliko normalna, I guess, čeprav se ne vem, koliko so bila toliko normalna. V redu so bila, ja. Tako da, hvala še enkrat Juriju Tršanu Blondu, da je prišel na tale video in tako veste, kjer je njegov kanal, pa si ga pogledal, imate ga tudi v opisu, #neverforget, lahko komentirate in se vidimo sledič, bo še živa. Ja, hvala ti. Hvala tebi. Hvala tebi.
oni snimal še enkrat. Pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble. You gotta roll the dice. I risked a lot of different things.